Že tukaj Valentin. Govoril bom o vplivu vedenjskih vzorcev staršev na otroke. Opazil sem, da starši želijo za svoje otroke najbolje poskrbeti, vendar vsak od njih je pri vzgoju samemu sebi določene vedenjske vzorce, določeno osebnost si je vsak od staršev izoblikoval, ki potem specifično vpliva na otroke in na razvoj osebnosti otrok ter njihovih miselnih in vedenjskih vzorcev. Specifično bi tokrat obdelal določen vzorec, ko so starši oziroma eden od staršev prevladuje z vzorcem precej vplivnega, lahko tudi rečemo temu agresivnega vedenja, ko se do otroka vzpostavi tak odnos, da se ga kontrolira, nadzoruje, lahko tudi ponižuje. Gre torej za nek vzorec zastraševanja, ko starš želi otroka mogoče stimulirati na ta način, da do otroka pristopi z nekim močnim, udarnim, agresivnim vedenjem. Otrok kot strategijo preživetja v družini pa potem privzgoji ravno polarni vedenjski vzorec, ko se skuša staršem prilagoditi, pokoriti in na ta način se potem otrok začne poniževati, zaničevati, zatirati in se samemu sebi smiliti. Tak odnos se lahko potem igra vrsto let, še posebej, dokler je otrok pod okriljem staršev, dokler živi v istem stanovanju ali hiši s staršem. Lahko pa se tak odnos tudi nadaljuje potem, ko se otrok oziroma mladostnik ali mladostnica potem odseli v svoje lastno stanovanje ali prebivališče. Taki vzorci, ki se na ta način gojijo več let, se zelo globoko zakoreninijo v podzavest otroka in jih je precej težko spremeniti. Posledično se tak otrok navadi, da več ali manj čaka, da je v vlogi pasivnosti, kajti naučil se je, da če nekaj naredi, potem ga bo nekdo kritiziral, ga bodo starši kritizirali. In naučil se je, da lahko najbolje živi, če počaka, da starši
točno rečejo, kaj mora narediti in kdaj mora narediti. Torej, starši so se navadili oziroma so se odločili, da komunicirajo z otrokom na ta način, da ga vzgajajo z agresijo, z močnimi čustvi, z ustrahovanjem. Ker pač niso spoznali, da so možni tudi drugačni pristopi. Ampak zopet tukaj je težko za to popolnoma kriviti starše ali jih narediti odgovorne, ker oni so zopet plod vedenjskih vzorcev njihovih staršev. In na ta način se vedenjski vzorci prenašajo iz roda v rod in vprašanje je, kdaj si bo nekdo vzel dovolj časa, da jih bo presegel oziroma presekal. Kajti vzorce, ki smo jih sprejeli, ki smo se jih naučili, navadili v času odraščanja pod okriljem svojih staršev, bomo prenesli naprej na svoje otroke, razen če bomo rekli ne, tega ne želim, in bomo začeli intenzivno delati na sebi ter te vzorce preobražati. In to je kar naporno delo, zelo zahtevno delo, ker zahteva veliko časa, potrpežljivosti in seveda tudi denarja, kajti človek, ki nima dovolj denarja za preživetje oziroma ki hodi v službo vsak dan, opravlja isto delo in ponavadi ljudje večinoma opravljajo delo, ki jih ne veseli ravno najbolj, potem pa pridejo izmučeni domov iz službe. Takemu človeku je potem zelo težko, zelo odveč še potem popoldne se poglabljati v sebe, analizirati svoje podedovane miselne vzorce in jih preobražati. Ampak to je potrebno, če želimo, da se stvari na svetu izboljšamo, da se preneha ta prenos zla iz roda v rod. Zato apeliram na vsakega, ki posluša ta video, da si vzame čim več časa in začne analizirati, kakšne vzorce je sprejel od svojih staršev oziroma kakšne vedenjske vzorce se je naučil kot polarnost vzorcev svojih staršev in da se vzpostavlja potem za drugimi osebami in za njihovimi otroci nek podporen, miren, enakovreden odnos. V veliko pomoč so informacije v obliki avdioposnetkov, videoposnetkov, tiskovin ter odličnega brezplačnega spletnega tečaja DIP Lite, ki je plod mednarodne raziskovalne in razvojne skupine Destiny, poznane tudi pod Equal Life Foundation. Povezavo do tega videoposnetka oziroma do tega spletnega tečaja brezplačnega najdete v opisu tega videoposnetka, zato vas vabim, da kliknete na to povezavo in se vpišete na ta spletni tečaj. Hvala za pozornost in nasvidenje.